Metod, vi ste med prvimi prehodil Svarunovo pot. Točno. Kakšna je bila? Ja, doskrat je bilo slabo vreme in... No, govoriva o današnji. O današnji. Današnja je bila pa zelo lepa, malo je bilo vroče dol proti vrhu in pred Želimljem. Samo tu nas ne ovira, to je bilo lepo in smo šli sproščeno. Vzdušje je bilo pravo, vsod so nas postregli. S čim so vas postregli? Postregli so z vsemi dobrotami, od domačih pogač do šnopčka, vode, vsega, kar človek potrebuje. In domačega soka. Ja, in domačega soka. Moram pa reči, v Želimljah so pa postregli domač bezgov sok, ki je bil pa izvrsten. Zelo v redu. Ja. Koliko časa ste porabil? 5 ur, zjutraj 6 pred smo štartali, prišli smo sem pa malo čez 11. Pred 11. To pomeni, niste bil sam? Ne. Je bil z vami še? Prijatelj Jože. Jože, kako se je pa vam zdela letošnja oziroma današnja pot? Današnja pot je bila zelo lepa. Čeprav so nas majčkeno tle na začetku opozarjali na medveda. A to je bilo bolj hec? To je bilo hec, malo v hecu je tudi neke resnice. Ne? In smo te prve korake, moram reči, kar majčkeno tako oprezno naredili. Pa tu smo pozabili na medveda in je to šlo. In vidim, da se dobro počutite po tem pohodu, da sploh ni bil problem. Ne. Mislim, da če je pravo vzdušje, da to ne sme biti problem. Ste taka manjša ekipa, zraven ste imeli še Jaketa, kako se je pa tebi zdel letošnji oziroma današnji pohod? Tako kot vsak let, urejene poti, lep dan po gibanju v naravi. Še enkrat moram pohvaliti vse matere, žene in dekleta, ki so nas lepo pogostile. Na vsaki postojanki ni manjkalo domačih dobrot. Je bilo luštno. No. Svetovit, ki čuvaš pašnike, odvrni sovražno kopito od zelenih trat. Perun, sproži strelo in grom, nadeni morani vrv, da nam prizanese. Dovolj jih bodi naših mrtvih sinov. Veles, ki gre za ne samim očesom po zemlji tej, pokaži nam sovražnika, da ga vzro naše kopije, zadanejo naše strelice in da mu naše sekire razkoljejo glavo. Može, za vami je dolga pot, da ste se odzvali klicu na posvet. A časa za dobrodošlice in pozdrave ni. Zvezde bežijo na zaton. Hilbudi, jaha nad nas. Naj besedujemo in čakamo bizantinskih mečev nad naše črepinje. Svetujem vam, da se pozove Istok, plemeniti mladac, našega starosta Svaruna sin. Stopi naj sredi med nas, pa naj govori besedo modro. Svetovit mu je pokazal sovraga v nočni temi. Svetovit mu navdahne modro besedo in naše sive glave se uklonijo žarki misli mladeniča, kateremu gori jasna luč v glavi. Čudite se in molčite, da bi mladec stopil v zbor starešin, nikoli še tega. A povem vam, bogovi hočejo besedo Istokovo. Bogovi hočejo.
sin moj, poklical te je zbor slavnih veljakov in slavnih junakov. Molče pravim, ker nas je presenetila novica starešine Radogosta, da ti, mladec, ki imaš ulico krvavo od mrjascev in medvedov, da ti rečeš besedo, če ti je vdahne svetovit. Jahal sem kot vihar, spremljevalcev še ni za menoj. Kdo je podpiral mojega konja, če ne bogovi? Zakaj je on ne mogel doma in ne daleč v Soteski, da bi naša vojska mirno spala, medtem ko bi se približeval bes vseh Slovenov Hilbudi? Svetovit je prižgal mesec, da sem videl odsev vojske. Morana je zbežala v hosto, da ni zatela mojega konja. Žrtvuje mi najlepšega ona. Poklicali ste me vi. Mislim, da vas je nagnil sam Perun. In jaz pravim, starešine, veljaki, hrabri bojevniki, udarimo skupaj z vso vojsko proti Hilbudiju. Iz 4 strani ga zgrabimo in dosti mora biti seker, da razkolemo ščite. Dosti mora biti kopi, da prevrtamo oklepe. In dosti mora biti mečev, da razkolemo in razsekamo šleme na glavah Bizantincev. Ti si govoril. Može, govorite vi. To je znamenje. Bogovi so nas čuli. Z nami pojdejo, da nam pokažejo njega, ki je zaslonil pot rodu Slovenom in se usedel kakor gris na Donovo, da bi pil kri Slovenom. In pijejo že 3 leta. Čez Donova hodi pred drznih Hilbudi in išče naše goved, kolje naše svobodne sinove in jih uklepa. Zato prisežimo maščevanje bogovom in naši zemlji, ki Bizanca ne čuje. Prisežimo maščevanje bogovom, ki jih Bizanca ne čuje. Dokler je kaj kopi, strelic in mečev, se Sloven ne poda. Smrt Hilbudiju! Smrt Hilbudiju! Smrt! V boj! V boj! Ste bili prvič na Svarunovem pohodu tukaj na Škofljici? Ja, ne, sem že kar neparkrat, ne. Koliko je to neparkrat? Ja, dobro, 5-krat, recimo. 5-krat? Ne štejem, ne. Od 23 5-krat sigurno. Aha. Ja. In katero pot ste danes prehodili? Ja, danes smo prehodili načrtno ta krajšo pot, zaradi tega, ker sem bil jaz kot metla vzadej, da sem hodil s ta počasnimi in tisti, ki niso mogli na ta večjo pot, tako da smo se zdaj pripeljali slavnostno z gasilci do izhodišča. Ampak vidim, da vas je bilo več, ne? Ja, to smo pa iz dnevnih centrov aktivnosti Ljubljana, jaz sem drugače Škofljičan, ampak tukaj le naprej, pa ona tudi Škofljičanka. Aha. Kako se vam je zdel pohod? Pohod je v redu, jaz sem v bistvu začela že s temi pohodi pred 23 leti, se je pot še ne postavljala. Danes sem bila tukaj tudi s svojo družino, moj najmlajši sin je star 5 let in je v tu prehodu 14 km. Tako da super. No, to je pa kar velik uspeh, ne? Ja, zelo, zelo. Medveda nismo srečali, smo pa zato malo hitreje hodili. A medvedko pa ste? Sem pa jaz včeraj markiral to pot sam solo, brez kakršnih koli spremstva lovcev in sem imel mobitel stalno pripravljen na snemanje Facebooku živo prenos, ne, če bi jo srečal. Dobro, na srečo ali žal jo nisem, ne, ampak na tej isti poti, ko sem delal markacije. Meni se zdi, da je zaradi tega medvedra oziroma medvedke ratala kar mal heca in pa mal preveč panike. Ja, tudi mislim, da je to bilo, ja. Kako je bil pa vam všeč? Ja, v redu. Jaz sem prvič na tej Svarunovi poti, v redu. Smo šli takrat pa. Sem slišal, da so vas v poti kar dobro postregli. Ja, zelo. Zelo. S čim pa? Sladice, borovničke, žganje, voda Vse je bilo videti.
osvežena. Ja, limonada. No, še to povemo, takrat je dolga 15 km, ne? No, zato je kar lepa dolžina. Koliko časa ste porabili? Tu ste bile pa pridne. Vi ste tudi prvič? Jaz sem tudi prvič, pa me zanima, kakšna je ta pot, ki je blizu Ljubljane. Zanimivo, 15 km, malo smo hodili, malo po blatu, malo tu, medvedke nismo srečali. Postreženi smo bili povsod, mi smo se nišli. To pomeni, da boste še prišli? Še. Pa vi, gospa? Jaz sem pa že četrtič, pa del poti pa večkrat sami prehodim. A ste vi tudi iz dnevnega centra? Tudi ja. A lahko še ostale predstavite? Bojana, Pani. Irina, vodja enega centra. Jaz sem pa Franci, sem pa prostovoljc na dnevnem centru. Na katerem področju? Na področju pohodništva seveda. A vi ste tisti, sem zasledil na Facebooku, kako dobro organizirate te pohode. In včeraj sem prebral eno pohvalo, kako dobro organizirate. Tako, zdaj moram bolj najti to. Ja, ne, res, jaz se potrudim, hočem biti 100% za vsako stvar, ki jo sprejmem in tole sem sprejel. In zdaj sem se pohodi prijel, tako da imamo zdaj v petek, imamo že pohod na Krim. Vzeli bomo taražo turo iz Gornjega Iga, da ne bi preveč, to je še zmerom uro pa pol. In skratka, imamo plane tudi za naprej. Mogoče bo medvedka tam. Ja, hvala lepa za ta prijeten pogovor. In se vidimo. Bravo, bravo.